Gospod predsednik, vprašanje, ki ga je Miha Kordiš postavil, je bilo popolnoma v skladu z napovedjo. Rekel je, da bo postavljal vprašanje v zvezi z delovanjem kriminalnih združb in odnosa vlade do njih. In vprašanje je bilo kratko, jedrnato in enostavno. Predsednika vlade je spraševal o kriminalni združbi njegovega davčnega svetovalca, Roka Snežiča. Govorimo o kriminalni združbi, ker govorimo o človeku, ki je bil nedavno izgnan iz Bosne in Hercegovine zaradi ogrožanja nacionalne varnosti. In mislim, da ima poslanec vso pravico dobiti odgovor na to vprašanje. Kako lahko predsednik vlade s človekom, ki je v predkazenskih postopkih v najmanj 2 državah, ki je iz ene države zaradi davčnih goljufij izgnan, ki ima dokazano neko omrežje za goljufije in izigravanje davčnih sistemov, kako je lahko tak človek v Sloveniji svetovalec predsednika vlade za davčno politiko. Zakaj predsednik vlade takemu človeku predaja vajeti v roke, namesto da bi kriminalne združbe preganjal? Mislim, da ima slovenska javnost, ne samo Državni zbor, slovenska javnost absolutno pravico dobiti odgovor na tako vprašanje. Predsednik vlade pa ne samo, da ni odgovoril, on se je tukaj posmehnil v obraz vsem poslankam in poslancem Državnega zbora. Ste ga slišali, kaj je rekel? Rekel je, gospod Kordiš, vi potrebujete psihiatrično pomoč. To je ponovil 2-krat. A se vam to zdi dostojno do kateregakoli poslanca v tem Državnem zboru? Če se vam, potem mislim, da se tudi vi zaslužite odstopiti z mesta predsednika Državnega zbora, ker vi bi morali biti prvi, ki varujete integriteto te institucije. Tukaj pa ne samo, da spremljamo nek posmeh državljankam in državljanom že več mesecev, predsednik vlade je danes pokazal tudi, kaj si misli o Državnem zboru in demokraciji nasploh. To, kar smo danes videli, je popolna uprizoritev arogance in cinizma oblasti, ki ga ne bi smeli prenašati na nobeni točki.